Takrat je bilo res hudo. V bistvu gradbeništvo se ni samo v Sloveniji, gradbeništvo se je na svetovnem nivoju sesulo. Vsi ga poznajo, redko kdo ve, kaj mi delamo. Je Steven Spielberg tudi vaša stranka? Ja. Smo vodilni v svetu z več kot 300-letno tradicijo. Eno je jahtni segment, tukaj gre za opremo mega luksuznih jaht, in pa kopenski segment. Ženska v poslu težje uspemo, sploh v štartu. Se te noben ne jemlje resen, kaj jaz pridem. Mene so že tudi rekli, kaj bo pa zdaj ta stevardesa tukaj povedala. Ampak danes vam pa povem, vi bi še, pa je rekel, ne me negativno razumeti, tudi kača v žaklju prodala. Kamen je živ in kamen je žlahten. To je res poezija. In polke še roke naših kamnosekov zlijajo not te njihove duše. Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Danes je z nami Helena Selak iz družinskega podjetja Marmor Hotavlje, ki ima preko 300-letno tradicijo in več kot 170 zaposlenih. Helena, dobrodošli. Hvala vam za povabilo. 300-letna tradicija, 172 zaposlenih, to se slišijo take fascinantne številke. In moram priznati, samo osebno nisem veliko vedel o podjetju. S čim se pravzaprav vse ukvarjate? No? Ja, niste edini. Marmor Hotavlje, vsi ga poznajo, redko kdo ve, kaj mi delamo. Smo vodilni v svetu, ampak v Sloveniji še vedno, kljub temu, da smo zdaj zadnja 2-3 leti tako res marketinški tako boom naredili, ljudje ne veste ali pa ne vejo, kaj točno, s čim se Marmor Hotavlje ukvarja. Marmor Hotavlje, ne vem, tako, ker kamorkoli greš, zdaj govorimo o Sloveniji, pa mi delamo večinoma tujino. Res, a ti pa si v Marmor Hotavlje? Ja, jaz rečem, a ti poznaš podjetje? Ja, valjda, vi ste ful poznani. Pa se pa tako pohecam, no zdaj pa ti meni povej, kaj pa mi delamo. Pa že ne vejo, ne, pa če vsi vejo police, pulte, pol šele, ko začneš naštevati mogoče mlajše generacije ali pa te, ki se bolj berljive generacije, vejo, da smo pač v svetu jaht. Noben pa ne ve, kaj ta svet jaht pomeni. Noben ne ve, za koga vse mi delamo, kaj vse mi delamo. Tako zdaj, če odgovorim na vprašanje, teoretično z definicijo, Marmor Hotavlje je podjetje z več kot 300-letno tradicijo, ki se trenutno ponaša kot vodilno kamnoseško podjetje v svetu in nudi celostno rešitev v najvišjem high-end segmentu, kar v svetu postoji. Razdeljeni smo pa v dva segmenta. Eno je jahtni segment, tukaj gre za opremo mega luksuznih jaht, to so jahte, ki so daljše od 70 metrov naprej, in pa kopenski segment. Kopenski segment so pa v bistvu rezidence, privat, stanovanja oziroma naročniki na kopenskih projektih so privat stranke. Sprav, tako, če bi zdaj rekli, smo v podjetju razdeljeni. To je zdaj tako na kratko bilo povedano, kaj definicija podjetja Marmor Hotavlje. Kako vas pa najdejo? Če sem prav enkrat slišal, je Steven Spielberg tudi vaša stranka. Ja. Kako vas Steven Spielberg najde v Sloveniji prav vas? To je tipično vprašanje. In jaz tukaj tako zelo po šolsko vsakič odgovorim. Pač v Sloveniji imamo peščico vplivnih, bogatih ljudi. In ko ti ljudje nekaj zase kupujejo, oni točno vejo, zdaj večinoma, ne vsi, da ne bom zdaj koga ali užalila ali mu delala krivice, ampak vsi ti ljudje vejo, ko si bojo gradili svojo privatno vilo, bojo šli k določenim arhitektom. Vsi ti arhitekti vejo, da, ne vem, gradbeno podjetje jih v Sloveniji ni veliko, ker so na nivoju, da jim pač te rezidence zgradijo. Pol gremo naprej. Pohištvenikov ni veliko, keramičarjev ni veliko, prav tako ni kamnosekov veliko, oziroma valjda smo samo mi.
Čist ista zgodba, se pravi, to, kar sem zdaj tako na malo v hecu po šolsko povedala, čist isto se pa ta zgodba vleče pol na svetovni high-end. Se pravi, ti ljudje, nočem uporabljati besede najbogatejši na svetovnem nivoju, ampak najvplivnejši mogoče, no, da se ne bo zdaj slišal, da sem bahava. Oni imajo običajno svoje predstavnike naročnikov. Se pravi, ima podjetje ali človeka, ki je zaposlen pri njemu, ali ima pa svoje podjetje, ki ga v vsemu pooblasti. Jaz ne vem, tudi mogoče mu že cune kupuje, ampak se pravi, od A do Ž on skrbi zanj, on ali njegovo podjetje. In potem te predstavniki naročnikov ali pa mogoče tudi naročnik sam najde biro, arhitekturni biro. Trenutno najbolj razvpiti biroji za ta high level so Francija, Anglija, pa nekaj jih je tudi v Ameriki. Te arhitekturni biroji točno vejo, kam oddati naprej general contractorju, kadar gre za kopenski projekt. Če gre za jahtni projekt, je vmes še ladjedelnica. Ladjedelnica potem odda projekt general contractorjev. General contractorjev v svetu jaht, se pravi nautike, na temu levelu ni velikih, je ene 5-6, večinoma so to Nemci pa Avstrijci. In oni potem oddajo projekte naprej, oziroma pač gre ven tender, mi se na to pravimo, se pravi kamnosekom, opremašom, vsem ostalim. No, tako v bistvu ta krog se kroži. In ko si ti enkrat noter, seveda, mi nismo kar tako prišli, to so, sem imam tamle tudi knjigo, tukaj je 300 plus zgodb pod zadnji, pa zgodovine pa leta. Ne? In ko ti skozi vse ta leta ustvarjaš, razvijaš, si inovativen, slediš trendom, delaš na ljudeh, se nam je mogoče v neki točki res poklopiti, da smo zdaj mi not v temu gnezdu ali pa bazenu, da nas res oni sami že najdejo in poiščejo. Tako se sliši to fascinantno, kako vam je to uspelo, narediti ta preboj, da vas zdaj oni sami iščejo, da ste vodilno podjetje v svetu. Vodilno, tako čist, da smo vodilno v svetu nautike, je ta preboj, v bistvu je tako, no, ne samo posla, ampak se mi zdi, nasploh v življenju, vsaka kriza je za nekaj dobra. Ne? Ali pa mogoče tudi mene dostikrat vprašajo, ali pa tudi tako zelo rada svetujem, če dobro delaš, se ti dobro obrne. No, to so meni že stara mama velikokrat govorila, dobro se z dobrom poplača, slabo se slabim poplača. In jaz to verjamem in tudi zdaj, če sledim teh 300 plus, mi smo bili vedno uspešni. Ne? Tudi prej, pač zdaj mi globalno rastemo, ampak prej si bil vodilni v Sloveniji, pa si bil vodilni v bivši Jugi. Pol z gradbeno krizo, ki se je pa takrat leta 2010, se je pa gradbeništvo v bistvu v Sloveniji sesu in mi smo bili takrat vodilni tukaj na slovenskem trgu, tudi tako, če bi zdaj šel že sem tukaj po Ljubljani, mislim, da je 90% fasad iz kamna narejenih iz strani podjetja Marmor Hotavlje. In takrat je bilo res hudo. V bistvu gradbeništvo se ni samo v Sloveniji, gradbeništvo se je na svetovnem nivoju sesu. Mi smo takrat imeli odprte projekte, mislim, da tako za 12-13 milijonov je bilo, ne, odprtih projektov. In to se je dejansko čez noč so se gradbišča ustavila. In mi smo takrat imeli tako krizo, da smo, hvala Bogu, delček že bili v temu jahtnemu segmentu, ampak tako bi rekel, mogoče z enim podplatom, niti ne z eno nogo. In takrat, ko je v gradbeništvu kriza nastala, je ta jahtni segment samo rasel. Vedno, ko je hudo, je na drugi strani peščica ljudi ali pa ne vem, nekega segmenta, ki pa v krizi sem gre še gor. In hvala Bogu smo mi takrat v jahtnemu segmentu že bili in smo se potem pa kar naenkrat ni bilo več dovolj izvajalcev, da bi ves teh jahtni segment, ki je krasu suportiral. Tako da to je bila takrat neka za nas nova prilika in smo v to stopili. Ampak to ni bilo čez noč. Vzporedno s tem smo pa takrat pridobili projekt v Minsku, v Belorusiji, hotel Kempinski, ki je, mislim, da traja od 3 do 4 leta. In smo si v bistvu kljub gradbeni krizi, ki bi nas takrat res pokopala in to je bil čudež, kako smo mi uspeli, zafilali takoj za temu Kempinskom Minsk,
Usporedno smo pa pol počas prihajali v ta navtični jahtni segment, mega super jahtne, mega jaht, kjer smo pa res trenutno vodilni. Zdaj tako čist, če vam dam zdaj primer, na leto izpluje od 8 do 10, 9 jaht, teh res luksuznih. A ne? Kakšna je cena teh jaht? To ne bi govorila, no to res ne govorimo, zdaj tudi koliko je končna cena, tudi redko vemo. Moram pa povedati tudi to, da vsakič, ko mi pogodbo podpišemo, preden jo podpišemo, ker začnemo dobivati načrte, moramo mi podpisati pač pogodbo, ne govorimo, za koga delamo, kaj vgrajujemo, nobenega fotografiranja, nič. Tako da večinoma so to najvplivnejši, najbogatejši ljudje na svetu, to so njihove privatne jahte, se pravi za njihovo uporabo, ne grejo v čarter. Je pa tako, a ne, vsi mislimo, da so to večinoma Rusi. Največ zdaj tako, če črto potegnem, je še vedno, jaz mislim, da arabskih naročnikov. Pol so Rusi, bivši Rusi, zdaj s to vojno se je pa to preselilo v Ameriko. Tako da to je strogo zaupno. Vem pa, no, zato to vam lahko povem, da je pa dovoljeno, da pa omenimo, da smo naredili 2 za Spielberga. Delali smo jo za Melindo Gates, se pravi za bivšo ženo Billa Gatesa. Delali smo jo za lastnika Vibra oziroma Rakutna. Delali smo jo za Jakši Mittal, to je en najbogatejših Indijcev. Potem delali smo jo za najbogatejšo gospo na svetu, to je družina gospa Walmart iz družine Walmart. No, smo imeli celo osebno spoznati, ne jaz osebno, ampak sodelavc. Tako da pač valjda tukaj se vrtijo drugačne številke. No, ampak niti ne vemo, ne smemo vedeti, sploh pa še manj, pa da bi karkoli smeli govoriti. No. Res je to strogo zaupno. Tudi pol, na primer, moj mož pa sodelavc sta imela priliko videti najbolj luksuzno jahto, ki je bila zasidrana v Trstu, ampak to je bilo čistko, najava je bila 3 tedne prej, vsi podatki, tudi kaj sta prišla, je bilo točno limitirano, koliko ima ta časa, da gresta gor, vse osebne dokumente so pobrali, osebne varnostniki so bili gor, nobenega slikanja. Tudi na primer kasneje pol, ko imamo te razne servise, pa to, kaj jahte pridajo v te velike doke pa pristanišča, mi točno dobimo od takrat do takrat, rabimo vašega touchlifterja, mi temu rečemo, se pravi človeka, ki dela res te faceliftinge ali pa kakršnekoli popravke. In zanimivo, ker pol te fantje pridajo nazaj, ker rečejo, to je res noro, to ti ne moreš niti na WC, da te en ne spremlja. Se pravi, sploh pri teh bivših ruskih je bilo to, konstantno je rekel, izraven njega sedela gospa na stolu, varnostnica, 1 na 1, kolikor je bilo ljudi, tukaj je bilo oseb in gledala, kaj on dela. Dobesedno je mogel vprašati, če lahko gre na WC, ona ga je do WC-ja pospremila, skozi rentgen, spet skozi rentgen, vse pobrala, ko je prišel iz WC-ja, ponovno na rentgen, dala dokumente nazaj in on je šel lahko nazaj delati. Pač to so čist druge razsežnosti. No. Kaj konkretno, vseeno me zanima, v teh jahtah je vašega? Kaj konkretno? Vse, kar je kamna. To je v bistvu plavajoči hotel. Zdaj pa, če bi vi šel v nek luksuzen hotel, tam si najlažje predstavljate, kaj vse je možno imeti v kamnu. Spaje, hamame, avle, pulte, kopalnice, tuše, vse razen sedežne pa, ne vem, tepiha, lustra, vse. Zdaj bi prepoznala, če bi šla na neko jahto, bi rekla, to je naš kamen ali pa ni? Seveda bi prepoznala. V čem je razlika? V detajlih. V detajlih. Res v detajlih. In zanimivo je tudi, ne, mi tukaj na teh jahtah govorimo tako, ne vem, to so, govorim za nas, tudi 6 milijonov, 5 milijonov vrednosti pogodb. Ne. Ampak to nikoli na jahti nismo samo mi. Vedno je zraven še najmanj en kamnosek ali pa 2 kamnoseka. Ampak level, kako nas potalajo, a ne, ker oni pač delijo po sobe ali pa štuke po kvaliteti izvajalca. In mi vedno dobimo, se pravi, te glavne, master jim temu rečemo. Master kopalnice, master bedroome, salone, zahtevne te hamame pa savne.
Pač to vidiš v detajlih, vas povabim, pa pridite enkrat v podjetje, ker to te šokira, ker vidiš, kaj je iz kamna mogoče narediti, predvsem pa, če ti vidiš to celosten štart, se pravi, blok si verjetno predstavljate, to je ena velika gmota skale ogromne. In zdaj si pa vi predstavljate na drug stran, če ste bil kdaj v kakšnem hotelu ali pa kjerkoli, ste pa videli tam v neki recepciji eno intarzijo, kjer so bili čist drobni delčki kamna. In nima veze, ali je to plošča, ali je to par milimetrov premer kamna, vsak ta kos pride iz enega ogromnega hriba, iz enega ogromnega bloka. In to je v bistvu tisto, ki mi rečemo celostna storitev. Se pravi, še predtem je pa ideja, zdaj pa od tiste ideje to spraviti blok do končnega produkta in ga vgraditi ali na jahti ali pa ne vem, neki specialni vili. Tako, je zanimivo. Tako da se vas zmenila prijete enkrat, da to vidite, ker ljudje ne morejo verjeti, da je to sploh obstaja, drugo pa, da je to možno iz te surovosti, iz te trdote kamna narediti tako nežno zadevo, tak nežen produkt na koncu, ki ne deluje trd, ne deluje hladen, vsakič misliš, kamen je trd, hladen. Čekaj, to je vse slovenski kamen? Ne. Slovenski kamen je razlog, da podjetje obstaja. To je to, ker imamo tukaj knjigo. Ta knjiga je namenjena hotavljskemu kamnu, ki je v bistvu 200 metrov naprej, imamo mi svoj kamnolom, se pravi, to je kamnolom, v katerem je naš ta hotavljski kamen. In ta kamen je razlog, da naše podjetje obstaja. In ta letnica na tej knjigi, ki sem jo jaz danes podarila, 300+, ona navaja oziroma datira, da so najstarejši izdelki iz hotavljskega kamna bili izdelani že leta 1721. Se pravi, takrat so ljudje, lokalci, že nekaj prčkali iz tega hotavljskega kamna, našega slovenskega kamna, ki je razlog, da se je potem naprej začeli skopavati, da je tudi postalo podjetje. In podjetje kot brand Marmor Hotavlje je pa staro že skoraj 80 let. Se pravi, tako, tukaj je res nekaj zgodovine. Ena zgodovina je v samem hotavljskemu kamnu, druga je pa pol tudi v teh skoraj 80 let pa brenda kot Marmor Hotavlje. In včasih smo mi tega kamna zelo veliko uporabljali, ker večinoma smo to imeli slovenski trg, bivšo jugo, s temu rečem, jugoslovanski trg. Ko pa ti enkrat na temu nivoju, ne samo jahtnemu segmentu, kjerkoli, tudi na kopenskih projektih, tudi v Sloveniji, da ne smemo pozabiti, imamo tudi v Sloveniji stranke, tam pa ti, jaz se tako pohecam, nimaš več prava na glasanju, kjer kam boš mogel dati. Kamen je vedno določen iz strani arhitekta, general contractorja, dizajnerja, imaš pa samo možnost, da sugeriraš v smislu, da mogoče ni tehnično ustrezen. Da bi pa ti kar rekel, to pa ne boste pa to pa žal ni zdaj več tako. No. Tako da večinoma, bom jaz tako rekla, Hotavljčana mi zelo malo vgrajujemo še, je pa tudi tako, da glih zaradi tega, ker se mi zavedamo, da če ne bi bilo Hotavljčana, ne bi bilo nas, zato smo tudi to knjigo iz sodelavc 4 leta pisal, ga pa tudi nočemo razvrednotiti in ga trenutno uporabljamo res v specialne namene. Ali so to sakralni objekti, ali so pa to specifične privatni naročniki, ker hočemo, da je on butičen. Z njim je delal Plečnik, že takrat imamo Cankarjev dom je v njemu, Nuk je v njemu, in hočemo, da mu ta nivo obdržimo, noče ga mu razvrednotiti. Jaz tako vedno rečem, ne smemo iz Hotavljčana narediti, da ga vidimo na vsakem WC-ju v McDonald'su pa na avtobusni postaji. Pol si zdaj lahko naprej predstavljate, kaj vse se s tistim kamnom tam dogaja. In to ne pustimo in tako ga res, ga cenimo, ga spoštujemo, se zavedamo, da če ga ne bi bilo nas, in ga imamo res v posebne namene. Tako, ko vas poslušam, kot da bi bil to živ Hotavljčan, kot da je to živa oseba. To je, kamen je živa stvar. Res je.
Kamen je živ. A ne? In to je tisto, ki si tako predstavljaš, da je tudi že tako, ki si med znanci gradijo hiše, pa rečem, pa valjda boste dali kamen. Ne, kamen je pa, to je pa toliko mrzlo, pa trdo, pa občutljiv. Ja, jaz rečem, ti si zdaj predstavljaš kamen, tam je ena ogromna skala in ogromno kamnolom, ampak kaj je to obdelan, to ti da tako mehkobo, pa ta narava, če ti razumeš te žile, te strukture, to je res poezija. In pol, ke še roke naših kamnosekov, te zlijajo not te njihove duše, to je res mehko. To, kar pošljataš, imaš občutek, da to sploh ni hladno, to je mehko deluje. No, saj tudi ta knjiga, če jo tukaj pogledate, ona je žlahtna in kamen je žlahten. Je pa sigurno tako, lahko mu daš, on je že sam po sebi je žlahten, lahko mu pa z obdelavo to toplino dodaš, trdoto ubiješ. Seveda ni pa vsak kamen za povsod. Tukaj pa pol stroka tista, ki mora povedati, če si iskrena, ne, da ne predlagaš tega kamna, pa ne zato, ker se tebi ni všeč, ampak zaradi tega, ker ali preveč je vpojen, ali je preveč, ne vem, porozen. Je pa tako, kamen je primeren, vedno, povsod, za zunaj in za noter, ni pa vsak za vse. Ampak če pogledate Michelangelo, kdaj je on že s kamnom delal? Te ekipi še danes stojijo. Zlizani so, patino dobijo. Zdaj, če vas poslušam tako, imate vi sami doma tudi kamen? Ja, valjda imamo kamen. Imamo kamen, pa imamo samo slovenski kamen. Ja, ker takrat, ko sva midva z možem hišo gradila, je on bil še v nabavi in sva res imela možnost iz celega sveta kamen dobiti, ampak imava samo slovenski kamen, se pravi Hotavlčen, pa Lehnak, pa eno kopalnico v italijanskem kamnu. Tako da tudi ostali zaposleni, ki so gradili hiše, pa vsemu temu, sploh te fantje, ki delajo na jahtah, ki res ni meja, so si večinoma dali Hotavlčano hišo. Samo to ni po zimi mrzlo pol. Ne, ni. Danes ima tudi večinoma, imamo vsi talno gretja, ne, in to je super, ker on, ko enkrat toploto absorbira, on jo tudi bistveno dlje časa drži, oziroma ko jo spusti ven, polet, je pol hladen. Tako da ni. To je tisto, ne, ker se je tudi ta mogoče miselnost o kamnu, sploh s temi umetnimi materiali, ki so zdaj prišli not, so marketinško kamen čist povozili. Ampak jaz pa vedno tako rečem, zgodovina, če gledaš nazaj, je bil kamen vedno prisoten. Na pokopališču noter nikoli najdel keramike, vedno je kamen. Spomeniki so vedno iz kamna. In kamen je večen. In zdaj jaz tako vidim, se ta trend spet spreminja in prihaja kamen nazaj. Je pa treba vedeti, ne, kakšna je debelina, kakšna je obdelava. Ni vsak za povsodno. Kako je biti v podjetju in ga tudi voditi, ki ima 172 zaposlenih in izdeluje tako dragocene produkte oziroma izdelke? Ja, to je challenge. To je challenge, sploh če je podjetje še družinsko. Skozi so to challenge, skozi dnevno. Kolikokrat se jaz peljem v službo, pa si tako že zvečer, ko grem spat, si rečem, jutri bom pa jaz to pa to naredila, že ko se gor peljem, ko gor prejš, vse se ti spremeni, vse se ti podre. Ampak pač jaz vedno rečem, biznis je živa stvar, karkoli se greš. Če imaš proizvodno, je še bolj živa, če imaš odzadaj še storitev, je še toliko bolj živa, če imaš 174 let zaposlenih, je še bolj živo. Če imaš pa vse custom made, tako kot imamo mi, ki ni serijskega produkta, za take naročnike poj pa noro. Ampak tako se mi zdi, da vsi mi zaposleni, jaz se vedno pohecam, tako kamen je trd, mislimo, da je trd, tudi zaposleni smo trdi, ker moramo biti trdi. Ampak po drugi strani pa vidiš, da ima kamen mehkobo, tudi mi imamo mehkobo in ko to vse združiš pa zliješ, pa kar nekako gre, no. Mislim, tako skozi tudi med zaposlenimi vidim,
res so challenge, ker tudi tako, kdaj pridajo te dizajnerje ali pa oni pridajo z rešitvijo, ki ni mogoča. Zato se mi kdaj pohecamo, da uresničujemo sanje. In si lahko predstavljate, kaj to pomeni. Tukaj so tudi neprespane noči, pa nervozni popoldnevi, pa dopustani, pa telefoni. Tako se mi zdi, če hočeš biti uspešen in če si uspešen, pa čist bilo kaj delaš. Jaz se velikokrat hecam, tudi če si frizer ali pa če si maler. Moraš ti biti z dušo not. Pa moraš tako, s srcem delati. In pol je vse to lažji prebrajaš, no, se pravi, že sproti to tenstaš. Na koncu, ko se ti pa uspeh pokaže, si tako, res si vesel. No. To je zadovoljstvo. Ne samo nam, lastnikom, ampak tudi ostalim zaposlenim. So lih tako veseli, kot smo mi, so ponosni. Prej ste se pogovarjali, da ste se priženili v to podjetje. Primožila, ja. In kako tako slišim pa, da je to neka taka strast, kot da odvedno bi se s kamenom ukvarjala. A to se človek potem zaljubi v kamen in v poslu in v podjetništvo, zraste s tem? Mislim, jaz sem že po duši se imam za delovno žensko. Se pravi, jaz mislim, da kjerkoli bi bila, jaz ne bi bila luzerka. No, jaz tako, delala sem tudi, to ni bila moja prva služba, to je moja tretja služba, tako da jaz sem tudi v prejšnjih službah bila vedno delovna, pa tako zelo sem strmela k cilju, zelo sem bila ambiciozna, vedno sem hotela nekaj več in to me dostikrat danes žalosti, ki vidim te današnjo mladino, kako oni tega nimajo. Oni so že pri 22 letih izgoreli, ne bi šli na službeno pot, ne bi potegnili. Jaz tako, ki sebe gledam, mislim, vozila sem se iz tam, kaj podjetje, kaj jaz sem v osnovi iz tam, v Ljubljano, v taki gužvi, kot je danes. Ampak meni je bil to, jaz nisem pomislila, da bi jaz sem bila v službi tudi do večera, ker sem hotela, da naredim. Meni je bila službena pot tako izziv, challenge. Danes jim je to tako bolj problem kot ne problema. Ne. Tako nisem razmišljala o prostem času, jaz sem razmišljala, kako bom, ne vem, napredovala, bila uspešna. Tako da že po defaultu to je v meni. Ko pa ti enkrat vidiš ta unikatnost tega kamna, pa ki imaš možnost pač delati v takem podjetju, kot je naše, pa to te pa pol kar tako malo odnese. Meni se kdaj že otroci hecajo, da sem malo odnesena, že pa obsedena s tem kamnom, pa z marmorjem, pol pa imaš na drugi strani še tasta mojega, se pravi, ta starega direktorja ga mi pohecamo, pa te pa še on malo zastrup, pa imaš pa še moža, pa ne vem, pa okoli sebe same prijatelje, ki so v poslu, ne v temu, pa to je neka strast in pa še vidiš, da nekako to se ti te domine, ki jih gradiš, kar nadaljujejo, pa pol pridajo projekti, pa si pol tako, si tam kot si. Se pa zaljubiš. No, tudi vidim, da tudi ostali zaposleni, to mi je zanimivo, tudi pri nam, zelo veliko se tudi s kadri ukvarjamo, ne. In veliko imamo teh čist novih, se pravi direkt iz faksov ven ali pa direkt iz srednjih šol, pa v bistvu naslednja generacija so pa že moji letniki, pa malo starejši, ne. In tudi pol si kdaj tako rečem, sej zdaj, če pogledam že tam v kolegiju, kdaj, ko sedimo, si rečem, sej 9 nas je v kolegiju, se tukaj sva samo 2 ali pa 3, smo nekje drugje delali. Se pravi, vsi ostali so prišli v podjetje in v podjetju ostali. In pol, kaj jih vprašaš, tudi oni rečejo, sej sploh ne vem, kaj bi drugega delal kot pa s kamnom. Ali ga prodajal, ali ga nabavljal, ali neke projekte. Tako se mi zdi, da se ljudje res zastrupijo. No. Zato se sliši tako, kot že nek film. Ne? Tukaj bi lahko film posneli o tem. Mogoče ga pa bomo. Kako rešujete to družinsko dinamiko, to ravnovesje, delo, služba, dom? To je challenge. To je res challenge. To je challenge in jaz vedno rečem, tako me jezi, ker slišiš, kako je kakšnemu otroku lahko, ki imajo doma podjetje, ampak tisti, ki to proba na lastni koži, res je veliko plusov. Sem na drugi strani pa to toliko enih minusov, toliko enega prilagajanja. Ne? Zdaj, pri nam je tudi tako, tukaj sva jaz pa mož. Pol je brat, pol še
ta star direktor, no, mi njega direktor kličemo, on je direktor. In tukaj je res ogromno tudi nekih napetosti, kdaj že med samimi nami, pol pa to še domov nosiš. 24 ur na dan je služba, no? 24 ur na dan. To ni dopusta brez službe. Ni tudi, ker si za vikend s prijatelji dobiš to, skozi je res ta služba na tapeti. No, tako da so plusi in jaz si ne predstavljam drugače, čeprav se kdaj jezim, pa mi pol kdo reče, pa sej, pa pejt pa kam drugama, ne, ampak vidiš, da vse je pa tukaj polke pretehtaš, toliko teh plusov v družinskem podjetju. Ni pa to enostavno, no. Tudi te razne, tudi brala sem pred časom eno knjigo, ki zelo veliko piše o temu, tudi prenosov, ne, kako naprej v mlajše generacije. V bistvu prva generacija ustvarja, druga to nekako pele, začne zapravljati, tretja pa pol to proda. In zdaj, če vi greste že sem, a ne, mi v Sloveniji zdaj zelo poudarjamo to družinsko podjetništvo. To je zdaj tako mal trend pa moderno, ampak tudi po drugi strani mi zelo težko govorimo o družinskem podjetništvu, ker to se je v Sloveniji bistveno kasneje začelo, kot v Nemčiji, pa Italiji, pa Švici. Mi zdaj mogoče so v drugi rod je šlo. V tretji rod v Sloveniji praktično nikjer ni šlo, pa že v drugi rod, ki gre zdaj, ki malo berete, večinoma kar nekako prodajajo, ni od zadnji potomcev, ne. Tega sigurno je v tujini več, ampak ker pravijo, ja, v tujini je pa to tako, v Italiji imajo pa družinska, to moramo vedeti, Italijani pa Avstrijci pa Nemci so to že bistveno prej začeli. Druga stvar je pa, da ti, ki procentualno pogledaš, ni jih veliko, ki je pa to prenesel v ne vem kakšne generacije naprej, ker bi mi tukaj radi bili pametni pa govorili o teh generacijah. Tako da ni, no, ker res ne vem, če že pri svojih otrocih gledam, tri otroke imamo z možem, tako se mi zdi, sila sploh ne bi, no. Jaz si želim, silt pa ne smeš, ampak tako vidiš, da mogoče enim je želja pa biti, pa peljati to naprej. Ta srednji sin, na primer, on pa vidi pa to drugače, on pa to dejansko jemlje kot, vidi, kaj vse to tudi od zadaj prinese, kolikokrat se mi skregamo zaradi službe, na dopustu, v avtu, ne. In velikokrat reče, daj nehajte spet s to službo pa s tem marmorjem, ker se bomo spet skregala, ne. Imam pa občutek, da že zdaj je pa to videl več mogoče on nekih minusov kot pa plusov, in če ga zdaj vprašaš, on pravi, da to on se tega ne bo šel. Tako da ni vedno, ne, ker rečejo, sej tem njihovim otrokom, oni pa to imajo. No, ti otroci vidijo tudi drugo stvar pol. Pluse in minuse. Tako. Zdaj ena stvar, ki mi doskrat damo neke strategije odličnosti ven, je ta, da ko poslušam, je to, da skozi je beseda challenge. To pomeni, to je neki izziv. In vidim, da je to neka priložnost pa tudi, ne kot izziv. Imate kakšna pravila, kdo za kaj odloča? Ti se ne smeš vmešavati moje, jaz se ne smem v tvoje. Imate tako kakšne neke jasne meje glede odločene ali ne? Znotraj družine. Tako, in podjetje potem, družinsko. Mislim, zdaj, če greva čisto od vrha dol. Se pravi, tast moj direktor, tukaj imamo mi res veliko srečo, on je bil tako zelo inovativen, tudi dobro ekipo imel okoli sebe, res je nekako predal zdravo, že uspešno podjetje. In dejansko je to dal mlajši generaciji in se sploh nič več ne vtika, ne. To je res velika prednost in jaz to velikokrat povem možu, tudi bratu njegovemu, da se mi ne zavedamo, koliko je to vredno, da je on podjetje, se pravi, zdravo, uspešno. Mi smo dobili brand. Brand je bil Marmor Hotavlja, ne, in to ne smemo pozabiti. Predal naprej. In kljub temu, da se on še vedno vsak dan v podjetje pripelje, on še danes, ki pride v tajništvo, pa reče, jaz sem prišel in nobenih, ki gre prav, zdaj pa jaz grem, če imate kaj rabi, pa ga noben nič ne rabi. Pa ima pa gor časopise, pa bere. Koliko je star zdaj? On je zdaj star 78 let.
Ampak on s tem živi, on zdaj bere, pol pa mene pokliče, pa mi podčrta, tole bi bilo pa fino, da bi ti prebrala. Zdaj z njim ima malo bolj tako, nima tukaj tega odprtega odnosa. Reče, veš, tole daj pa možu, tole bom pa jaz pol dal pa Tomažu, da bo tudi on prebral, ali pa če bi ti dala, vse nam počrta, tako da to je ta njegova vloga. Zdaj, kar se nas treh tiče, je tako, pač one dva sta direktorja, in smo si, vsi trije smo pa zelo prodajno usmerjeni. Mi smo tako, bi rekel, bolj prodajni kot pa tehnični. Ampak se mi zdi, da smo si zdaj nekako te segmente kar malo med sabo potalali. No, zdaj ta jahtni segment bolj pokriva brat, pa njegova ekipa, kopenski segment pokrivam jaz z mojo ekipo, vse ostalo smo pa pol nekako tako dali, da je neki gre pod mene pa do mojega moža, neki gre do njega in je tako zelo se mi zdi je jasno, če do neke točke pride, odločita one dva, ampak je tudi zelo jasno, kaj odloča brat, pa kaj odloča moj mož. Tako da te zadeve smo si nekako tako potiho kar potalali. Kaj je največja konkurenčna prednost podjetja samega? Celostna rešitev. Naša konkurenčna prednost je celostna rešitev. To pomeni, da mi v bistvu, mi smo zdaj res na tem nivoju, da ustvarjamo sanje. Ne vem, dizajner prinese mizo, to je bil primer, no, se ga lahko povem, kaj sodelavec pil v Londonu po enem sestanku, pa mu je rekel en dizajner iz Anglije, veš kaj če bi ti meni zrihtal eno mizo, imam enega tipa, ki on bo plačal kakorkoli, daj ti to zrihti gor, da jo naredite. Pa sta pila in je on pol tako skiciral mizo, pol je pa rekel ta sodelavec, pa ta si nor, pa ta miza ima 4 tone, majster, kje ti to ne moreš, niti bloka tega dolga najditi, kje boš ti to kilažo. Pa da je rekel, sej ti skozi govoriš, da vi najdete rešitev. No, in smo mi v bistvu z našimi tehnologi iz te skice, ki je on iz tega Londona, iz tega puba prinesel, razvili mizo, ki je bila na pogled totalno identična želji dizajnerja, ampak je imela na koncu 420 kil. Se pravi, izgledala pa ista. Ampak to je odzadaj ta tehnična rešitev. Mi imamo 2 štuka samo tehnologov, se pravi, samo ljudi, ki razvijajo da te sanje postanejo resnične. To je pol bila podkonstrukcija not v globino dana, rabiš mizarje svoje, rabiš pasarje svoje, kamen se je lepo. Tudi, na primer, mi smo eni od teh, ki so razvili, na jahtah je tudi tehnologija, ker to me je zanimivo, da me še niste vprašal, kako pa date kamen na jahte, da se jahta ne potopi. Tukaj smo bili mi eni od tistih, ki so razvili tehnologijo panelov, kar pa meni, da je tam kamen debel samo par milimetrov, potem se pa kamen lepi na aluminijast panel in se to pol v barke oziroma v jahte vgrajuje. No, in isto pol smo pa tisto mizo pol, se pravi, sem s par milimetri kamna, zlimali skupaj, te spoje itak mi tako dodelamo, da sploh ne vidiš, kje je stik, jo naši te mojstri tako spilijo na konc. Not smo pa dali tako breku, kot podkonstrukcijo, satovje iz lesa, pa na koleščke smo dali, tako da zdaj to veni, mislim, da je pisarni privat v Londonu na recepciji stoji. No. Tako da tudi mi ne delamo več sam kamna, mi tudi, ne vem, mi smo zdaj tukaj deleč, da tudi medenino lepimo s kamnom. Se pravi, tudi ta pasarski del prevzemamo, steklarski del prevzemamo. Toliko je to. Ker kaj je želja ali pa cilj teh najvplivnejših ljudi, da ne bom rekla najbogatejših? Imeti nekaj, kar ostali nimajo. Se pravi, nekaj unikatno. Zdaj pa je to. Najdaljša jahta ali je najdražja jahta. In kamen je siguren že po materialu tak, da tam not paše. In če imaš ti odzadaj še neko pač tako podjetje, ki ti to željo pol spravi v realnost, pol si zraven. Torej, je bil kakšen projekt, ki ste rekli, to pa ni možno? A veste, da je skoraj vsak tak projekt, ki ni možno. Jaz sem zdajle tukaj v Ljubljani na enem objektu, ki ne vem zdajle, kako bo to možno, ampak sem
je rekla, gospa, to nam ni všeč, to mi ne bomo imeli, ampak mi zdaj ne najdemo več rešitve, zdaj le trenutno. Sam jaz bom zdaj sklicala sestanek pač vseh teh tehnologov in bom rekla, dajmo nekaj najti. Zdaj ne bo to jutri, ampak sem prepričana, da bomo najdeli. Res jo najdemo, no, rešitev najdemo. Je pa skoraj, vsak kamen je unikaten. Vsak projekt je custom made pri nam. Pri nam ni serije, vse je unikatno. In ti na unikatni stvari vsakič naletiš, ampak res vsakič na nek problem. Ampak hvala Bogu, v tem primeru pa hvala Bogu, da nas je 174 in da je tukaj odzadaj toliko teh, ki so par let pred penzijo, pa toliko teh, ki imajo željo, da to nekaj cimpraš skupaj, pa da se pol rešitev najde. No, tle je res tako tak bazen nekih ogromnih izkušenj in modrosti in se najde. Ni, ampak da se ne bo zdaj razumela, da je to kar tako vse easy, pa da kar leti. To so hudi ups and downi. Ampak res je pa, da na koncu to rešimo. No. Tako, ko vas poslušam, je ogromno znanja verjetno zdaj znotraj podjetja. In kako skrbite za to znanje? Znanjem je pa tako, imamo sistem mentoriranja, kar pomeni, da vsak nov, ki v podjetje pride, prva stvar je, da dobi mentorja. Zdaj pa tudi pri mentorjih. Večinoma, ko se pogovarjam, mislijo pač v podjetjih ostalih, da je mentor sem tisti, ki ima tehnično znanje. Mi jih imamo ogromno s tehničnim znanjem, ampak ti moraš imeti tudi andragoško, pedagoško znanje. In mi imamo v podjetju 8 mentorjev, uradnih mentorjev. Jaz se tako hecam, to je prav njihov čin. In oni so v podjetju doživljenjsko mentorji. In oni poleg tega, da imajo tehnično znanje, oni so se izobraževali tudi na temu andragoškemu, pedagoškemu delu, ker je zelo pomembno, kako ti to znanje preneseš. In je res ful odvisen, kako ga boš ti vajencu prenesel, kako ga boš srednješolcu, kako ga boš enemu, ki je iz faksa na praksi, kako ga boš enemu, ki si ga po faksu zaposlil, kako ga boš enemu, ki ima 5 let delovnih izkušenj, 10, kako ga boš enemu, ki na montaži, enemu, ki je v tehnologiji, se pravi, na tem se pri nam je res delali. In jih je pač, te fantje so zdaj določeni, no, ena je tudi gospodičnica, in so tudi prav delali te specialne izobraževanja, kako znanje prenesti različnim ljudem. In vsak nov, ki v podjetje pride, dobi mentorja in on ga spremlja. Točno se ve, kaj je za spremljati, kakšno znanje mu mora prenesti. Druga stvar, ki je pa tako značilnost našega podjetja, je pa to, da kamorkoli ti v podjetju prideš, moraš iti čez vse oddelke. Se pravi, tudi v proizvodno, tudi na montažo, tudi v nabavo, ker tako, ti ne moreš biti kalkulant za eno jahto, če ne veš, kaj kalkuliraš. Ne moreš skalkulirati pulta, ne vem, pač koliko montaže boš porabil, če v življenju nisi na montaži bil. Ne pomisliš pult, kako ga boš pa v 6 štuk nesel, ali pa penthouse. In če ti te fante pošleš, pa oni bistveno hitreje, bistveno več razmišljajo. Tako da na ta način mi te kadre v bistvu pol izobrazimo naprej v to znanje. No. Je pa res to znanje toliko specifično, sploh skozi to, ker je vsak produkt custom made, da rabijo v povprečju 5 let, da so vsaj približno samostojni. In dostikrat je to problem pri mladih, ker so vsi navajeni na takoj, zdaj sem dršajo, jaz rečem dršajo, on misli, da bo tudi, ki pride sem drsil, da bo to kar takoj znal, takoj bo tret, da pol kdo malo obupa skozi to, no. Ali pa se ustraši. Kako pa zberete, da je ta je tisti, ki je ta pravi za vas, oziroma ta bo preživel teh 5 let in vzdržal? Imate kakšen sistem? Tle sem pa jaz osebno zelo veliko zadnja 3 leta delala in sem v bistvu čist štartala pri osnovnih šolah. Se pravi, 8., 9. razred naredimo enkrat na let informativni dan in povabimo osnovnošolce, se pravi, skupaj z starši. Zato, ker ti nikoli ne vprašaš, kam boš šel naprej, ali pa tako, vedno vprašamo otroke, kaj boš pa ti, ko boš velik, ne? Nikoli ne rečeš, a boš ti šel, ne vem, na ekonomijo, ali pa
tako, ker so mlajši, to jih pa sprašuješ v srednjih šolah. V osnovni šoli pa vedno rečeš, kaj pa ti želiš biti, ko boš velik, ali pa ne vem, še manjša vrtca. Zmeri se sprašvali, ko so mojim otrokom hodili, no, kaj boš pa ti, ko boš velik, a ne? In če oni vidijo poklic, pol se on lažje odloči, na katero šolo iti. In smo v bistvu začeli uvajati informativne dneve, skupaj s starši, da smo jim predstavili poklice. In potem si ti predstavil poklice, ampak neč tako skozi PowerPoint. Dejansko so fantje pa punce pokazali. Potem so pa začeli sami spraševati, ja, kam pa zdaj moram iti v šolo, da bom to delal. Pol pa ti poveš, pet na gradbeno, strojno, lesno, Plus še to se je dogajalo, da to sem pa jaz iz terena prinesla. Kdo bi šel na gradbeno, pa mislijo, da je gradbena samo gradbišče, ne vem, pa lopata, pa škornji, pa čelada. Ampak to je daleč od tega. Ti si lahko pri nam gradbeni inženir delaš v svetu jaht. Isto je bilo pol z strojništvom, ta loški bazen je blazno bogat z temi strojnimi podjetji. Mi nismo dobili teh strojnikov, pa če si se na glavo postavil. Pol smo pa začeli. Kaj lahko vse strojnik pri nam dela? Mi trenutno bolj rabimo strojnika kot gradbene inženirje. In so se začeli upisovati na te srednje gradbene pa srednje strojne. Pol smo jih pa seveda pridejo štipendije, potem jih pa spet te gradbene srednje pa strojne, smo jih pa spet začeli pa dijake gor vabiti in jim dajati kejse, da so delali kejs, ne vem, kar čistko. Boš eno fasado na Šelenburgu, vem, da smo jim dajali, kako bi se zdaj vi tega postopila. In oni vidiš tam iz gradbene šole, on sploh ne ve, da fasada ni samo bez gor, da je tudi podkonstrukcija od zadaj, volna od zadaj. In jim to rata zanimiv in smo jim postali zanimivi. Potem so na isti princip smo s fakultetam delali, se pravi, to je zdaj ta paket šol. Smo se šol lotili. Drug paket je pa pol tudi tako, da imamo zelo ta kadrovski marketing, da pa potem prav te strojniki, gradbeniki, pa lesarji in ostali zaposleni, ki pri nam delajo, sami povejo, kaj je prednost biti pri nas v primerjavi z ostalimi. Povsod tukaj, ki jih pa enkrat pol gor na razgovore dobiš, pa samo to poudarjava s kadrovnico, vrednote. Če si pripravljen delati, če veš, da je rok, če si odgovoren, če si spoštljiv, če si se pripravljen učiti, če si pripravljen takoj sprejeti odgovornost, se pravi, biti takoj del tima, ker to je redko, tako, ker poslušam, jim ne dajo mladim takoj odgovornosti, mi jih takoj vržemo. Pol si ti za nas ta prav. Tako da jaz se moram pohvaliti, da vsi kadri, ki smo jih zdaj v zadnjem letu pa pol dobili, pustimo, da ne znajo, ne morejo znati. Zato jaz tudi vedno rečem, no, obremenjujte se s tem, znanje vam bomo mi dali. Ampak bistvo je v osnovnih vrednotah. Če imajo oni osnovne vrednote, pol oni splavajo. In mi imamo letos tudi leto vrednot v podjetju, mi imamo 12 vrednot, 6 smo jih zdaj določili, in jih na 2 meseca jih obnavljamo. In imamo prav delavnice, ampak vsi, od vodstva do proizvodne, do pisarniških. In takrat cel dopoldne, enkrat na 2 meseca, cel dopoldne to furamo. In jaz dobivam res pozitivne feedbacke nazaj, tudi iz teh iz proizvodne, da so oni zdaj res del tega, da vejo, zakaj je tradicija pomembna, da vejo, zakaj je odgovornost pomembna. Tako da to se mi zdi ključno. No. Jaz vedno rečem, izobrazba valjda je pomembna, ampak če ti ne boš imel vrednot, ne boš uspel. In potem v ključu pridobivamo ljudi in moram reči, da, ker vem, da je zdaj to res je problem s temi kadri, nasploh z mladimi. To, kar smo mi zdaj v zadnjih letu pa pol 2 dobili, se moramo kar pohvaliti. No. Mislim, mi nimamo problemov, da imamo premalo zaposlenih, mi jih imamo dovolj. Tudi mislim, da smo dobili ta prave, pustimo zdaj, da ne znamo. Vedno pa jaz poudarim, da je pa prostor, kljub temu, da uradno ne razpisujemo delovnih mest, je pa prostor pri nam čisto za vsakega, ki si želi delati v inovativnem podjetju, ki mu vrednote pomenijo, ki mu odnosi pomenijo, je več kot dobrodošel. No. Lahko piše. Dajmo reči, torej kam ne piše? Dajmo, da sva konkretna, kam lahko piše? No? Ja, Info Marmor Hotavlje, kadrovska Marmor Hotavlje. Naj pove, da je slišal v podcastu, da zaposlujemo ljudi z vrednotami in da ga, če ga zanimamo, pride na razgovor in če ga ocenimo, da je ta prav, ga zaposlimo.
Kako imate to so neke delavnice, ki jih imate za vrednote? Lahko recimo en primer ene vrednote, ki vam je pomembna in kako izgleda to, ko vključite vse zaposlene, da o tej vrednoti slišijo? Ja, naprimer, največja do zdaj nam je bila dediščina. Dediščina in smo tudi postavili na prvo mesto, ker se mi zdi, lih toliko ste me vprašal, zakaj jaz toliko to živim, pa tudi ostali. Zato, ker se zavedam tradicije. To nismo mi danes ustvarjali. To so ustvarjale že prejšnje generacije. Ne? In ti moraš tega se zavedati, to čutiti, da lahko pol ustvarjaš naprej. Bil je pa velik challenge, kako zdaj, a ne vseeno, mi vemo, da je sploh v proizvodnji težko najdeš slovensko delovno silo. Imamo, mislim, da trenutno, aj tam pol, je Slovencev, ostalo so vsi iz bivše Juge. Zdaj pa, kako njemu razložiti tradicijo? Ker njegova tradicija je čisto drugačna, kot je naša. In tukaj sva midve s kolegico, zunanjo, je ona dala zelo dobro idejo in smo se čistko razdelili, se pravi po skupinah, vedno jih imamo v skupinah, ker vseeno imaš pa drugačen prijem za strogo vodstvo, se pravi kolegi mi temu rečemo, pol so pisarne, pol so pa proizvodni delavci. In na dediščino smo zraven tudi direktorja povabili, se pravi tasta mojega, ker da pač ti pokažeš, eno je človek, ki je del dediščine, eno je Hotavlčan kot kamen, ki je del dediščine. Pa so pa zelo tako razmišljale, kako bi pa zdaj midve v proizvodni, kako ti tam enemu iz Bosne ali pa iz Hrvaške, Srbije razložil dediščino. In je pol ona dala zelo dobro idejo, dajva midve Heleno to narediti, štrudel, potica pa baklava. A ne? To vse je dediščina. In je bilo tako pol zelo zanimiv, valjda smo pol tam vsi jedli, pa se hecali. Torej, jedli ste štrudel, potico in baklavo. Tako, jedli smo štrudel, potico in baklavo. In pol je ona vprašala, kaj je za vas dediščina. In pol je zanimiv, kako oni, ena je dobro napisala, vonj po stari kuhinji. En je napisal, vonj po goveji juhi, a ne, enim je že goveja juha danes dediščina. In smo v bistvu tako skozi te interaktivne delavnice, pa da smo res, da so, no, sej meni na kolegiju, pač to ni problem, ampak tudi ljudje iz proizvodne so delovali. Se pravi, kaj zdaj ti vidiš, potico baklava, kaj ti je baklava? Pa to je nešto, što je več moja baka radila. Ja, no, vidiš, to je tradicija, ne, tako skozi tako jih probamo, ne, da so oni, da začutijo in da so vključeni. Pa imamo spoštovanje, odgovornost, vedno probamo, da pol neki dobijo, da tudi domov nesejo, na take načine jih probamo, no. Imamo kakšno zgodbo tukaj imamo 300 plus zgodb, ali kako je? 300 plus, ja. Plus, ja. In kakšna zgodba, ki bi jo izpostavila iz te knjige? Teh zgodb je res veliko. Meni osebno je bila taka zanimiva, eno so pač projekti, so v zgodbah, pa so pa tudi take zgodbe, ki so zanimive, ne vem, ko smo delali hotel Kempinski v Belorusiji in je bil gor en general, ki je vodil projekt, njega so se res bali, to je bil gor strah in trepet, on je vpil, on je tako, to je bilo noro, to, kaj je on prišel, to je bilo kaj v vojski, on je bil prej vojski, a ne še, in so ga tudi klicali general, on je bil general. In je tako enkrat prišel v kontejner in je rekel, Marmor Hotavlje, če jutri vi ne boste imeli tukaj 22 dodatnih ljudi, spokite domov. Mi smo jih pa že takrat imeli po mojene 40 gor monterjev. Pa je ta vodja projekta rekel, kva ne naredim. In pa so tako za foro rekli, kaj naredimo, dajmo jih mi po ulici najditi, pa jih oblečemo v marmorske cune, pa bo on prišel in bo to poštel, ker on je dejansko prišel, da je poštel, no? In so res to naredili. So pobrali, oblekli cune, on je prišel poštel klukca. Od takrat naprej smo bili bizanga cari. Čak, samo oni niso nič montirali. Oni niso nič montirali. Samo so se pokazali takrat. Tam so se delali, so šli. In mi smo dobili klukco. In od takrat naprej smo mi bili pri generalu šteti kot edini pravi na tistem objektu. Pa je bila, ne vem, pa so bile take zgodbe, ki je sodelavc šel na sestank na Sicilijo. Zdaj tukaj ne smemo imenu, za katerega je tista jahta bila, prišel je arhitekt, pa njegov predstavnik, pa je on šel na Sardinijo ali kontra. Pa je bil pol spet cela firma na glavo. A je on normalen, kak si lahko tukaj neumen, ampak smo rešili pol. Sicer smo bili ful živčni, ampak smo rešili.
Pol so bile zgodbe, ne vem, da mi je enkrat en gospod, ki je zdaj sicer že v pokoju, to je mojemu sinu povedal, no. Ki je lani med počitnicami, on je zdaj šel že v pokoj, ampak lani je še delal, tak star gospod, tak stara šola na montaži. Pa je moj sin pol z njim v delu, pa mu je pol malo te anekdote, pa je prišel sin domov pa rekel: "Mami, a ti veš, kaj on enkrat naredil?" Sem rekla: "Kaj je rekel?" Je šel nekam en portal gor na Gorenjsko montirati, pa je a ne, vedno ima pomočnika in sam ne more nič. Je rekel: "In tista ženska je bila baje obupna, že tako ga je sem nadirala." Je rekel: "Nič, jaz bom šel pa me enega najdu." In pol je zbolel, sodelavec je zbolel, ker bi mogel z njim iti, in pol on rekel, da je tisti kamionček tam parkiral in pol se tako, on si je rekel, on se tako malo začel praskati, ker on se tako zmeraj malo popraskal. Je rekel: "Nič, pol je pa glih poštar prišel mimo, pa sem rekel: "Gospod, dajte vi meni tole pomagati." In mu je pol pač tisti poštar 3 ure tam pomagal, mislim, teh zgodb je res veliko, no. Samo to pol pozabiš. Pa tudi tako, ja, ne, v tistem trenutku so to zelo stresne zgodbe. To ratajo anekdote pol. Čez čas so pa kar stresne, no, ker se to je logično, da čez take projekte je tudi pol en kup stresa in tudi stresnih zgodb odzadaj. Kaj je nasvet, ki bi ga dali ženskam, ki si želijo več, si želijo biti vodje, si želijo nekaj ustvariti, pa nimajo moče tega nekega občutka, želje še, imajo strah, da niso dovolj dobre? Ja, jaz mislim, da je tako, za žensko še vedno je težko, pa nisem jaz pristaš tega, da se razumemo. Jaz nisem pristaš tega, da more biti ženska enaka moškem. Jaz mislim, da moški so za nekaj ustvarjene, ženske smo za druge stvari ustvarjene. Ženske nosimo v sebi nekaj drugega, kot nosite moški. In morebiti je pri meni lih to, ali pa pri ženskah, a ne, tako se kdaj pohecamo, moški lahko dela samo eno stvar. To pa se mi zdi, ženske imamo neko to drugačno, mogoče iskrenost ali pa ta čut za sočloveka, pa ne mislim, da ga moški nimate, ampak je drugačen. In danes pri tem, ker pač sploh govorimo, koliko so kadri problemi, sploh dobiti, pa jih pol imeti, pa vzgajati, se mi zdi, da mogoče ena ženska, če ima to vse, lažje nekako to vse obvladuje, ne? Ker danes ni tako, ta strneš direktor dostikrat reče: "Jaz sem šel, pa sem pomisel daril." Danes ti to ne moreš več pomisel dariti, danes ti moraš poslušati, danes moraš z mladimi delati v rokavicah. Tudi tako skozi zgodovino, če bereš, pa malo spremljaš, ne moremo biti enaki, ker nismo enaki. Ženska filozofija je drugačna od moške in to tišati, da boš enak, nima smisla, ker nisi enak. Bi pa vseeno rekla, da za tiste ženske, ki pa imajo ambicijo ali pa željo, se pa ne smejo s tem obremenjevati, ker niti ni potrebe, da bi bile enake. Ker imamo milijon boljših stvari, samo dokazati jih moramo. In tudi jaz osebno, sploh v temu, jaz pač nisem v jahtnem segmentu, jaz sem v tem kopenskem, ki je vseeno gradben, je to meni osebno bil kar challenge, no, tako se prvo kot prvo si ženska, drugič avtomatsko nimaš znanja, ženska tehničnega znanja nima, razen pač, če si tam iz ene gradbenega faksa, ne, znanja ni, to se pol vse nekako priučiš, tudi ženska v poslu težje uspemo, sploh v štartu, se to noben ne jemlje resen, kaj jaz pridem. In moram reči, da sem tudi jaz tako ful rabila, da sem postala sprejeta. Naprimer, meni se je tudi zgodilo, ker so te kontejnerji, a ne, na gradbiščih, pa so me poklicali na sestanek prvič, če pač neke vzorce prinesem, in to je približno tako zdaj, ker tisti kontejner odpreš, prvič je bilo not toliko zakajen, da to so bili še te stari, to vse je kadil noter. Pa so imeli tam ene znucane sedežne, se nisi vedel, a zdaj oni malo spijo, ležijo, en kup enih unih načrtov in pol jaz tam stopil noter, jaz tisto malo gledam. In prav vidiš, pa ne sam, to se jim, še zdaj se mi zgodi, kako te oni tako podcenljivo pogledajo, češ, kaj pa je to zdaj, kaj bo pa ona zdaj tukaj? In celo se mi je zgodilo konkretno v temu kontejnerju, da sem jaz prišla noter, in je en rekel, kaj bo pa zdaj ta stevardesa nam tukaj povedala. Pa tako sem bila šokirana, pa sem rekla, veste kaj,
ta stevardesa vam bo pa zdaj veliko povedala. In pa sem dala tiste vzorce gor, pa so še skozi, tako pomoško, češ, ampak ne da bi me tako, on je resno mislil, kaj boš ti zdaj tukaj, ne vem, lepa ali kakršnakoli si, zdaj tukaj nam pamet cele, daj pejte ti kaj drugega delati. Ampak pol na koncu pa vidiš, ker pa to, čez to greš, da oni nehajo to mišljenje imeti, se pravi, da ti nič ne veš, da samo govoriš, da kaj boš pa zdaj povedala, ko pa oni enkrat vidijo, da pa ti vse nekaj veš, poleg tega si pa ti še iskren, imaš pa tukaj ful prednost, ker pol pa dajo tukaj izključno samo na tvojo odprtost in znanje. In jaz vidim, da kukar mi je še danes kdaj težko čez tist iti, ker pa čez tist grem, mi je pa enkrat en gospod rekel, po tistmu, rekel, a veste kaj, gospa, vi ste začela k nam hoditi, jaz sem si res mislil, pa kaj, a ona sploh kaj ve, pa kaj, zdaj ona tukaj sem blebeta. Ampak danes vam pa povem, vi bi še, pa je rekel, ne me negativno razumeti, tudi kača v žaklu prodala. Tako pol, in ko si enkrat njihov, pol si pa njihov. Tako ful rabiš, da se dokažeš. Sam pol, ko se pa dokažeš, pač z neko to odprtostjo, iskrenostjo, pa tudi s tehničnim znanjem, poti pa začnejo zaupati, poti pa ful več zaupajo, kot pa zaupajo moškim. To so moje izkušnje. Ne vem, kaj druge ženske pravi, ampak moja izkušnja pač v temu poslovnemu, predvsem moškemu svetu je taka. In tukaj se mi zdi, da imamo ženske prednost. Je pa spet, ne, moraš biti pa tudi, se vemo, pač v temu poslu imaš tudi in med moškimi in ženskami, jaz pač rečem temu in kup fake ljudi. Jaz osebno ne fejkam, ne znam fejkati. Pa imam kdaj mogoče v določeni točki tudi takrat takoj problem, sam pol na dolgi rok se pa pokaže, da je ta iskrenost tista prava, ki jo imaš, no? Da uspevaš samo z znanjem in z iskrenostjo. In prava ženska, če si, imaš mogoče te iskrenosti več, mogoče jo več pokažeš kot jo moški. Se mi zdi tudi, da smo bistveno bolj čustvene, tudi tukaj je za žensko težji, mi jemljemo posel s čustvi, mi jemljemo ljudi čustveno, po drugi strani ti pa dostikrat glih ta čustven področje pomaga, da ti nekoga prepričaš, če si vzporedno še iskren. Kaj to pomeni v konkretnem poslu? Da se kdaj tudi zjočete? Ma ne zjočeš, sem tako, se mi zdi, ne moreš ti zdaj iti na vsak sestank samo tako z neko aroganco, pa če vidiš, da ima nekdo slab dan, pa se ti zasmil, pa mogoče pusti pa malo ta čustven gumb vklop ti zdam, pa samo eno kavo spi, pa malo podebatiri, pa se boš drug dan z njim dobil, ker se mi zdi, da moški to drugače dela, te delajo, no oni mislijo, da zdaj pa takoj, ne vem, saj jaz že vidim, če kdaj z možem kam grem, ker grem z njim, si rečem, a spet rabite eno žensko zraven, da bo pol vam to na koncu speljala, pa tako, ampak ja, dejansko rabijo, no, oni to je takoj, tuf, roka, tret, kaj pa treba preideti, kje so pa detajli, kje so pa zapiski, kje je pa natančnost, a pa se pa začnemo praskati, kako smo se že zmenili, kaj je že rekel, a ne, tam pa manjka ženska in to se mi zdi velika prednost žensk, no. Zato je pa za žensko tudi težji posel delati. Če vse tisto odzamemo, da ima verjetno ženska družino, pa da vsaka ženska, tudi če je v poslu, valjda ji družina največ pomeni, vse se bolj kompleksno, vse mi bolj celostno jemljemo od moških. In to je velik problem, tako full challenge, več imaš dela, avtomatsko, ampak po drugi strani imaš pa stvari boljš speleš in se mi zdi tako, tudi pol zaupanje dobiš pri naročnikih. To je moja izkušnja in tisto, kar bi jaz, ne vem, tako svetovala ali pa podarila ženski, ki se boji vstopati v ta poslovni svet. Je pa krutno, za žensko je to res krut svet. Predvsem, če pomisliš, da imaš doma še gospodinjstvo, otroke, šolo, je kar challenge. Ja, je kakšen ritual, ki ga imate osebno, zato da vse to speljete skozi? Je kakšna organizacija, je kakšen način, sistem, ki vam v ozadju služi? Jaz osebno šport. Meni je to šport.
zaenkrat, usporedno s tem. Kaj recimo konkretno? Ja, to je pa spet tako, ne, se mi zdi, z leti pol tudi malo vidiš. Včasih so bili to bolj te vse neke napaver zadeve, z neko hard musko od zadaj, pol od teka do fitnesa. Pol pa vidiš, da pač z leti, pa z way of lifeom, te pa to ne sprošča več, ampak te začne obremenjevati. Pol pa začneš posegati po raznih pilatesih, jogah, ne tečeš več, ampak hodiš v hrib. Ne vem, o električnem kolesu, ki sem se še 1 let nazaj norčevala, sem zdaj tik pred tem, da ga kupim. Sem ga imela celo na testni vožnji 14 dni nazaj. Ampak se pravi, šport, ampak ne več šport, ki bi me še v tistem prostem času spravljal kortizol na ne vem katero potenco, ampak šport, ki te tudi umiri, pa meni glede na to, da jaz sem res skozi med ljudmi. Ne. Jaz imam tako, tudi v pisarni nimam svoje, skozi sedim s to mojo ekipo, doma, ki pridem, nikoli nisem sama, jaz seveda rečem, jaz si res želim, da bi en dopoldne nekam šli, pa da bi jaz v miru zaklenila za vami, pa kavo skuhala. Blazno meni pomeni ta narava. Se pravi, vsak letni čas, to jaz grem pol v hrib, peš svoj tempo, niti včasih sem obvezno mogla koga s sabo imeti, zdaj grem pa narajš sama. Zdaj te liste gledam, kisik, filam, pol gledam druge barve, pa to mi ful pomembno, tako na ta način. Se mi pa zdi, da je to tako zelo odvisno od posameznika, pa od načina posla, ki se ga greš. Imam pa tako občutek, da z leti pa rabiš tudi, mogoče se to mene tudi ni sram priznati, jaz res razmišljam tudi o kakšnih teh zadevah, o tipu pogovora z nekom ali pa coachanja, kako sam sebe umiriti, sprostiti, ne samo pač z nekim športom ali pa da greš nekam na dopust, ampak tako na tej dnevni bazi, ne? Da to modrost pa zrelost še nadgradiš. No, to pa imamo mi. Ja, Ogromno delavnic hipnoze, vem, coachinga Vem, in mislim, da je to Ja. neka stvar, ki dosti ljudi. ja, posega, jaz mislim, da skozi več. Ja. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice v živo, bom vesel, da pristopite do mene in mi rečete: Aleksandar, ta vsebina mi je pomagala. Ta vsebina je bila koristna. Pomagajte mi, da izberemo vsebine, ki vam pomagajo izboljšati življenje. Ker ti prideš v neko obdobje, ne, se mi zdi, tam imaš do nekega tam 40 leta si res ke buldožer, to butaš. Po se ti pa začne, če tako živiš kot jaz osebno, nespeče noči, neka nervoza skozi, pol pa začneš počasi, se pravi, šport spreminjati, v take stvari, kakšno drugačno knjigo vzameš, kot si jo včasih vzel. Ni pa pravila, no, jaz tukaj mislim, da človek mora poslušati vsak sam sebe, bistvo je pa, da se znaš poslušati in da si znaš prisluhniti v pravem trenutku. To se mi zdi ključno. Ni pa pravila, no. Tudi tako, ko vprašaš Daja, ne, ke so razne te veščine, pa komunikacije, pa kako biti uspešen projektni vodja, kako prodajati. Meni se zdi to tako, to je samo neka pika na i. Jaz mislim, da ti to moraš prvo imeti v sebi, drugič moraš v to verjeti, čutiti moraš onega, ne, vse pa bazira na neki te iskrenosti in odprtosti. Seveda so ti skillsi valjda ti pa lahko pripomorejo, ampak daleč po tega, da boš zdaj šel tam na neko izobraževanje, pogajanj, pa boš pa kar pogajalec. To ne bo šlo. V našem segmentu ne, ker so preposebni, prespecifični. Metafora je bila simpatična, ne? Do 40 leta je bil buldožer, to je spet malo kamnoseška metafora. Ja, se mi ime, jaz imam ful kamnoseška. In kaj pa zdaj? Kakšen stroj je pa zdaj? S čim se je buldožer zamenjal? Ni se še. Ni se še? Ni se še, bi se pa rada, ja. Ni se še. Tako, kot sem rekla, pač rada bi mislim, da se midva razumeva, zame je uspešen
uspešen ne samo v službi, tako, jaz sem zelo celostna. Meni je, kaj je biti uspešen? Meni je uspešen biti v službi in tudi doma biti uspešen, se pravi, tako, tudi družinsko imeti neko zadovoljstvo pa to. To je meni uspešnost. Ker jaz, tudi če bi bilo v podjetju uspešno, če jaz ne bi imela doma porihtane družine, jaz ne bi bila zadovoljna in ne bi mogla biti uspešna. Tako da meni se zdi to zdaj, mogoče so zdaj ti otroci že tudi prehajajo v neko obdobje, ko so starejši, da bi kaj več zase naredila, predvsem v tem, ne da se samo mudi, ta ura, mene ta ura blazno obremenjuje, skozi je ura, ne. To, pa ne vem, kaj bom zdaj šla iz buldožerja, na kaj bi to šla. Ne vem. Ne vem. Bi pa rada to malo spregla, no, pa bi to tako, se pravi, da bi tudi v podjetju si mogoče probala tako organizirati, da bi več delegirala, kot se pa z operativo ukvarjala, zato tudi mislim, da je res treba tako kadrovsko postaviti prave ljudi, pa res te vrednote, ker vedno se hecam, čist noben kontroling nam nič ne bo pomagal. Mi imamo lahko milijon kontrolingov, pa milijon kazni, pa milijon pohval. Ampak če mi, pa če delavci v proizvodnji, če oni ne bojo imeli vrednot, da so odgovorni, da so spoštljivi, da morajo imeti to znanje, nam vse je brez veze. In dajmo delati tukaj, dajmo to vzgojiti, tisto je pa samo orodje, kako to še dodatno mogoče na neki točki posekati. Tako da tam, se pravi, v firmi bi jaz to zdaj rada do te meje spravila, da bi te vrednote ne bile samo napisane, ampak da bi jih res, vsi jih živimo, no, vse jih, ampak jaz vem, da jih ne morejo oni tako živeti, kot jih jaz živim, ampak da bi to še, ker nam bo vsem lažje, no. Lažje nam bo, če bomo te vrednote še bolj živeli. Zato jih zdaj toliko res probam terati pa vzpodbujati, da bi jih še bolj živeli, kot jih že živimo. Bravo. Zdaj, ko poslušam, bi lahko bila celo ministrica za Ja. gospodarstvo. Je kakšna ideja mogoče, kako bi lahko poslovno okolje bilo takšno, da bi bolj podprlo recimo podjetništvo ali pa podjetje, kot je vaše, da bi bili bolj uspešni v tujini? In doma, seveda. To so itak vedno teme, na katere jaz sicer zelo nerada odgovarjam, no, ampak tle bi predvsem rekla, da bi jaz ali pa tudi ostali podjetniki, ki se pogovarjamo, mi si res želimo ustrezno poslovno okolje, no, ker to trenutno ni ustrezna okolje, v katerem živimo, ni ustrezno za nas podjetnike. Tukaj si največ želimo razbremenitev plač, to je prva. Tudi se mi zdi zelo pomemben del, kjer bi mogli nekaj narediti, je infrastruktura. Tretja stvar, ki se mi pa zdi, da se je pa sploh zdaj v zadnjem obdobju tako še spotencirala, je pa to, država in generalno ljudje se premalo zavedamo ali pa premalo zavedajo, da je država odvisna od podjetij, od uspešnih podjetij, ne. In uspešna podjetja je treba vzpodbujati, tudi pri delavcih. Občutek pa kdaj dobiš, tudi med delavci, da smo delodajalci oziroma lastniki podjetij v zadnjem obdobju postali kar malo nezaželeni, no. Tako neki tak negativen prizvok je, namesto da bi bili tako, kot, glejte, če mi njih nimamo, saj ne morejo oni funkcionirati. Da bi ta mindset bi bilo treba spremeniti, a ne. Saj jaz mislim, da je to generalno, ni samo v Sloveniji problem, tako, ko se pogovarjam, imamo ogromno prijateljev, tudi iz Avstrije, Italije, je tudi drugje problem, ampak res pa ni to na takem nivoju, kot je tukaj, no, ni. Tam so lastniki upoštevani, so cenjeni. Tukaj pa imamo pa mi kdaj občutek, da se je zdajle v zadnjih letih pač tudi skozi politiko žal ta trend obrnil. Absolutno delavec ima pravico in jo mora imeti pravico. Dajmo vsi imeti, in mi in oni, pravice in pa odzadaj tudi dolžnosti, a ne. Ker
predvsem se mi zdi, da se je ustvarila neka negativna klima proti nam. In je škoda. Ni to okej, no. Če bi mogoče sam še se dotaknila ogromno znanja, ogromno izkušenj, če bi začela zdaj še enkrat znova, bi kako drugače začela to pot? Govorijo o karierni, osebni, poslovni. Ne vem, če bi jo, veste, ker se ti takrat, ko si mlad, niti ne veš, da to obstaja, kjer si danes. Si želiš, ampak ne veš, niti to pol tako z leti rasteš, z leti se učiš. Zdaj, valjda bi zdaj kaj drugače začela, ampak to zdaj, po vseh teh izkušnjah, bi sigurno rekla, še tako grem jaz preveč na prvo žogo, ampak bi šla manjkrat na prvo žogo, ne bi se za vsako stvar sekirala, ker tako, kot sem rekla, dobro se z dobrim povrne, pa tudi če ne takoj, se čez čas, ne vem, včasih sem jaz mislim, da mora biti vse takoj. Teh stvari se mi zdi, da to se skališ pol čez leta. No, zdaj, kaj bi zdaj drugače? Seveda bi drugače, ampak z izkušnjami, drugače bi pa isto verjetno čez vse to šla. Ne tako nič ne obžalujem, no. Je kakšno vprašanje, ki bi bilo dobro, da bi ga postavil, pa nisem? Ne, jaz mislim, da ste vse zajel. Mogoče še kakšne projektov lahko omeniva tako skozi. Mogoče, ja. Je kakšen tak zanimiv projekt, ki bi ga bilo dobro omeniti? Ko se mi zdi, par jih je bilo takih, ki so bili res tudi prelomni. Ne vem, da smo bili mi že leta 78, 79 smo bili v Harareju v Zimbabveju, kjer smo ugradili že takrat 10.000 kvadratnih metrov Hotavlčana. To se mi zdi tako, wow, ne. Pustimo zdaj to danes, ker vemo, da mi letimo, potujemo, kamor hočemo. Takrat je bil to full challenge. Pol, da smo delali na Dunaju več kot 30 let nazaj, ki ni bilo šans, da bi dobili dovoljenja, pa smo jih dobili. Pol, na primer, da smo delali največjo pravoslavno cerkev po volumnu, hram Svetog Save. To takrat je bilo, jaz se to še spomnim, to je bilo neprespanih noči pogajanj, vojna se je začela takrat, se pravi, bivša jugoslovanska v narekovaju. Avioni so leteli nad podjetjem, preletavali čez zadol, naši so bili pa na pogajanjih v Beogradu. To so vse neke take zgodbe, ki res bojo ostale sploh te starejše generacije v spominu. In je bilo 30, se jih je pogajali, na koncu nas je bilo 5, izbrana smo bili mi pa Italijan po pol leta odstopil, pa dobesedno prosil, če lahko mi nadaljujemo z deli, ker on pač itak ni sposoben tega narediti. Pa so bile vse te jahte, no, tako kot sem rekla, za Gatesovo ženo, za lastnika Rakutna, 2 za Spielberga, številne arabske, bivši ruski oligarhi. Pol smo delali, ne vem, Maxu Verstappenu, ta zimski loč v Kitzbühelu, Viktoriji Swarovski. Pol smo podpisali pol leta nazaj, to je, jaz mislim, da pa največji projekt na Kopenskih, pa za najbogatejšega Pakistanca, živečega v Ameriki, Shahid Khan. On je lastnik Four Seasons na Floridi in na vrh tega Four Seasons je on naredil 3 penthouse, enega zase, enega za hčero, enega za sina. In vrednost je bila 9 milijonov, samo kamna noter. In jaz osebno sem bila tudi na selekciji z njegovo hčerjo, s Šeno. To so vse neke take zgodbe. Pa trenutno smo tik pred podpisom pogodbe za lastnika Red Bulla Matlešiča v Namibiji, kjer bo delal sebi privat rezidenco. Tako da to so neke take zadeve, ki si tako res ponosen, no. Ampak ne smemo pozabiti, za vsem tem pa stojijo 174 ljudi. Mislim, če njih ne bi imeli, čisto nič ne pomaga vodstvo brez teh ljudi. In mi se tega res zavedamo, zato tudi res v njih vlagamo. Pa tako si mogoče kdaj malo razočaran, ker nimaš občutka, da se oni tega zavedajo. Ampak jaz tako, ker si veliko v pogovorih, tudi z drugimi vidiš to, jaz si vedno rečem, že to, da pri nam lahko kar vsak potrka k direktorjem,
to jaz ne vem, če je še kje. Jaz se kdaj hecam, videla, da tukaj je avtobusno postajo ali pa železniško, dajte to nekaj narediti. Ampak po drugi strani pa lih s temu pač hočeš pokazati, da ti oni nekaj pomenijo. Ne? Ti si enak, ti brez njih nič ne moreš, ampak res nič. Seveda, tudi oni brez nas ne. Pa razne te tehnološke zadeve so bile tudi skozi celo zgodovino, na osnovi česar smo mi pol tudi te projekte dobivali, ne vem. Mi smo bili prvi, ki smo začeli z linijo tankih ploščic. To so bile ploščice centimeter debele. Pol smo imeli prvi NC v svetu kamnarstva v bivši Jugoslaviji, leta, mislim, da je bil 78. In to je bila še zgodba, da lesna industrija ga imela, kamnarska ga ni. In takrat je še ta star direktor z njegovo ekipo se povezal z Bretonom. Breton je podjetje, ki izdeluje te mašine, da so prav za nas naredili prvi NC v bivši Jugoslaviji, v svetu kamnarstva. Pa eni izmed prvih smo bili, ki smo začeli pač te panele za jahte. Tako da skozi so te inovacije. To je skozi potrebno, če ti hočeš. Me velikokrat kdo vpraša, kaj vam je pa zdaj naprej cilj, ne? In sigurno je ostati vodilen v tem segmentu. Če pa hočeš ostati, moraš pa ti konstantno slediti trendom. Pa dostikrat me pohecajo, ki mi rečejo, dobro, zdaj ste na morju pa na kopenskih ste, kaj pa zdaj, a zdaj pa ne bo. Ampak res je, tudi v nebo bomo šli, če bo prav. Smo že začeli dajati prve ponudbe za avioindustrijo. Bravo. Pa še vesolje, če bo Elon Musk Mogoče. naredil kakšno naselje na Marsu, ja, boste lahko še vesolje. To je zdaj tako malo, nekaj bahalo, ampak da tudi skozi to bi rada res pohvalila ekipo. No? Bravo. Da ti to uspe, diha celo podjetje. In bi se jim tudi ob tej priliki zahvalila vsem. Res so vsi pomembni, res. Od tistega, ki nabava, od tistega, ki odreže, da ga na koncu, a ne tudi mašine, boste videli, če boste nas obisku, vedno se jaz hecam, sej te moderne mašine. Če imaš prostor pa denar, kaj pa problemen waterjet kupiti. Ampak ta mašina naredi 80%. Tisto dušo. Če si predstavljate tam en kip, kipi imajo žalostne pa vesele izraze. Izraz kipu da roka kamnoseka. To on mu ulije žalost, ne stroj. Do teh, ki montirajo pol na jahtah. Ne? Ali pa tudi pač na drugih projektih, zdaj smo se zelo na te jahte fokusirali. Tako da je challenge. Challenge je, ampak jaz mislim, da z ekipo, ki imamo danes postavljeno, sploh zdaj s temi mladimi, ki prihajajo noter, moramo to sfolgati in furati še naprej. A dava še za konec par nasvetov. Torej, če je nekdo v stiski, pa išče neko energijo, pogum, kaj je nasvet? Moj nasvet je, če si verjel v tisto, kar si delal, kar si naredil, kar si oddal, kar si poskusil, če to verjameš, če si iskren, če si pošten, boš to dobil nazaj. In ne smeš zdaj obupati, če tega ne dobiš takoj. Enkrat boš. To absolutno enkrat boš. Jaz v to verjamem. Dobro se z dobrim poplača. Ne smemo pa biti nestrpni. No? To je sploh pri mladih, tako kot sem rekla. Tako da meni je tako glavno vodilo, sploh v življenju, ne samo v poslu. Verjemi v tisto, kar delaš. Ne fejkati, verjemi. In tudi deli tisto, kar delaš. Deli tisto, kar delaš, verjemi, da boš uspel. Če ne boš danes, če ne boš jutri, boš. In tudi se ti v določenih trenutkih vse se ti sesuje, vse. Ampak to pride pol nazaj, pa tudi, če ne zdaj za tisto točko, pa za eno drugo točko, pa mogoče tudi še takrat ne veš, ampak si boš pol čez par let rekel, to je pa odgovor na tisto, kar sem takrat izgubil, ali pa kar sem bil razočaran, ali pa to, no. Veruj, bodi iskren, boš poplačan. Bravo. To. Če bi imela samo pol leta življenja še, 6 mesecev, to je naslov ene moje knjige. Ja.
Kaj bi naredila v tem času še? A veste, da ne vem, kaj bi... Nič ne bi spremenila. Isto bi še hodila v službo, mogoče bi malo manj ur delala, zato da bi imela za šport pa za družino več časa, ampak absolutno pa ne bi rekla, bi vse pustila, pa bi se posvetila samo družini pa svojemu času. Ne bi, ker ne znam. Pa mi velikokrat kdo reče, jaz tako kdaj tudi pojamram, no, pa si rečem, pa nimam nobenega časa, pa to pa jo, pa kako pa ti nimaš, pa ti bi si pa res mogla tako, ampak očitno si ne znam, ali me pa to toliko žene, ali pa tako, kot ste rekel, toliko rada delam to. Tako da, če bi imela pol leta življenja, bi po moje isto delala, isto bi gor hodila, samo vzela bi si več časa za družino pa za šport. Evo to, drugače pa ne bi, no. Ker me to rada grem. Vse bi mi pasal biti kakšen dan dopoldne doma, pa tisti mir pogrešaš, pa to tako se mi zdi, pa ti toliko daje to nazaj, res izkušenj, znanja, novih ljudi, fajn mi je, no, tako da res vsi tisti, ki ste tudi skozi tole zdaj prepoznali, nas kot mi bi zelo radi bili tudi tako zaželeni zaposlovalec ali pa iskani zaposlovalec, pridite, no, se pravim, iščemo pa predvsem ljudi z vrednotami in pa ljudi, ki so takoj pripravljeni prevzeti odgovornost. Jaz se hecam, krapov nič ne rabimo, mi rabimo tistega ki hitro odreagira. Bravo. Zadnja misel, zadnji nasvet za vse, ki ne poslušava. En stavek. Jaz se samo okoli tega vrtim. Veruj vase. To. Bravo. Ja. Helena, hvala lepa za ta obisk. Hvala vam za povabilo, lepo mi je bilo v vaši družbi. V primeru, da vam je vsebina tega podcasta všeč, vas vabim, da se brezplačno naročite na naš YouTube kanal, komentirajte, všečkajte in tudi delite te vsebine z ljudmi, ki jim lahko te vsebine oziroma ta vsebina koristi.